In jaz moj kolega rad odpremo, so dve nage Kitajke. Jaz skočim, jaz imam nago Kitajko, ona hoče telefon, pa meni čez glavo telefon, pa je kot WrestleMania, preko sem jo zaklenil, Eni ponesijo glavo od človeka, ja. Ja, pa je to dovoljeno? No, ni dovoljeno. No. In karnanka tukaj na, kako se reče, boki? Ja, na stegnu. Neka je, to ni prav, to ni kurc, to je paket. In karnanka ti tako najedu in je hotel moj pištole zgrabiti in ko bi rekel, game on, you gotta do what you gotta do, to win. I mean, I beat the shit out of him, pa ko ima 3 dni v špitalu. Za vse Slovence, ko radi furate hitar, mi imamo zdaj zakon v Floridi, če ti greš 100 mil na uro ali več, brez vprašanja zapor. Don't do it. V stari Jugoslavija, mi smo Slovenci, mi smo Srbi, mi smo Hrvati, dobro. Pa če ti pogledaš, mi smo se beli. Snema, rdeče lučke imamo. Vsak ne reče 1, 2, 3 test. 1, 2, 3 test. 1, 2, 3 test. 1, 2, 3 test. No, pa smo na Floridi, to je to, smo že začeli. Kam smo se že naš podcast pripeljali? Ja. S Sunito smo ga popeljali v vesolje. Ja. Zdaj smo pa v Floridi, v Haines Cityju, pod pravim južnjaškim hrastom, iz katerega visijo španski naravni ferenki. A lahko kar gosta predstavim? Dej, no. No, danes pa, dragi ljudje, danes pa z mano, jaz sem zelo, zelo srečen človek ta trenutek, ob meni pa sedi od mojega očeta bratranc, ki sem mu ga jaz v bistvu ukradel, ime mu je Frank Pavšič. Drugač pa, če vas zanima, šef letališča v Fort Lauderdaleu, Chief Pavšič. Zdravo, Frank. Zdravo. Hvala, da ste vidva prišla, sem zelo vesel, da lahko mi malo postavim Florido in gremo na Daytona 500 jutri. Frank, daj povej, zdaj nas pa zanima, ti si že cel življenje tukaj, kje si se rodil, kako izgleda, pa bomo prišli do današnjega življenja poznej. Odkot si? Dobro. Jaz sem v Clevelandu rojen, Cleveland, Ohio. Sem 46-letnik, sem v Clevelandu rojen, mama, oče so obadva iz Slovenije, to stara Jugoslavija. Ko sem imel 9 let star, smo se preselili bolj na kmetiško v Sharon, Ohio. In nekaj časa sem tam živel. In ko sem prišel, je zanimivo, ko nazaj pomislim, ko sem jaz prišel v Sharon, Ohio, sem šel v šolo, jaz nisem tudi ena beseda angleško govoril, ker mi smo doma samo slovensko govorili in tudi naši sosedi so bili begunci ali Slovenci, Srbi, Hrvati, Poljaki. In jaz sem v prvi par let v osnovni šoli zelo težave. Večkrat sem bil špetovan, nujno sem, ker nisem angleško govoril. In ko moj oče je šel na pokoj, 75. leta, mi smo se selili v Florido, ker moja mama je imela, ni bila zdrava. In smo se preselili blizu v Fort Lauderdale. In moji starši so zdaj obadva že umrla, ampak so 26 let bili na pokoju v Fort Lauderdale. In pa 94. leta sem mojo ženo Julie spoznal in takrat sem tudi službo dobil v Miami na letališče. In zdaj živimo v Boca Raton in upam, da drugo leto grem na pokoj, da se tukaj gor selim. To je bolj na kratko. Frank, povej, koliko let službe imaš zdaj? Jaz sem 30 let za carinstvo, imigracijo in tudi prej kot tisto službo sem delal v public supermarket, sem 15 let delal. Imam vse skupaj 45 let. Jaz sem začel, ko sem imel 15 let star, takrat so dovolili nedrasle, da so delali. In prej, ko sem delal v supermarket, sem v svojo, ne bom rekel firmo, ampak jaz sem travo z ledje kosil in sem kar dobro zaslužil. To se pravi, tvoj prvi jezik je bila slovenščina. Ja. A si ti predstavljaš, Frank je edini Američan, rojen Američan,
ki je hkrati tudi Slovenc, ki je šel v osnovno šolo, še ni znal dobro angleško. Nič angleško sem znal. A smem jaz eno zgodbo povedati? Daj povej. Jaz se spomnim enkrat, ko sem bil zelo majhen fantič, po moje pred osnovno šolo. Meni rekel oče, a ti veš, da imamo mi v Ameriki sorodnike? In ga jaz tako pogledam, sem rekel, čez oceanu. Misliš, tisti ta veliki Ameriki, ko jaz gledam Miami Vice, pa prav oče, ja, moj bratranc Frank. Takrat si res sem jaz sklenil, da bova s Frankom prijatelja in še dan sva prijatelja, kljub da sva malo razlike v letih. Ne? Ej, Frank, kako je izgledalo tvoje otroštvo? Dobro. V Chardon, ko smo živeli, smo imeli ogromne vrte, smo vsak dan, mama je rekla, peri van, pa nismo se, ko je bil sonče šel dol, smo se videli. Ne? Papa, ko sem bil v Lauderdale Lakes, ima manjši vrt, ampak je bilo zelo dobro. Moji starši, ko bi rekel, niso bili revni, ampak niso imeli veliko razmerja, ampak oni so bili skromni ljudje in vsako leto smo šli nekam. In mi smo šli v Washington, pravzaprav, ko je Jugoslavija razpadla, moja mama je šla protestirati na Washington za Slovenijo. Ja, obstaja slika teta Marica. Ja. Moram zelo povedati, da od izseljenih Slovencev bi se mi, originalni Slovenci, če lahko tako rečem, ali pa Slovenci, ki smo v Sloveniji rojeni, marsikaj lahko naučili. Jaz se spomnim, ko sem bil prvič v ZDA, pri Franku, jaz sem se takrat počutil kar malo, bom rekel, čudno. Zato, ker se mi je zdelo, da ne spoštujem, da se ne zavedam, koliko dragoceno je, če imaš svojo deželo. In mene so na primer veliko naučili, kaj pomeni odnos do grba, do zastave, do domovine. Tudi si videl, Ciril, ne? Midva, ko smo prišla v Frankovo hišo, seveda je visela ameriška zastava, ampak je v sobah visela tudi slovenska zastava. Ja. In jaz se spomnim, jaz sem Frankovo mamo, Marico, sem še zadnji Gregorčič, ki je videl živo in sem zaradi tega zelo vesel. Ampak ona s kakšnim žarom mi je govorila o tem, kar je glih kar Frank povedal, ko so šli v bistvu takrat, ko je Slovenija najbolj potrebovala pomoč, je šla cela izseljenska skupnost ameriška protestirati v Washington, oziroma niso protestirali, ampak zavzemali so se za mednarodno priznanje Slovenije, tako da Frank, hvala tebi pa vsem našim rojakom, ki tukaj živijo, ki ste takrat v ključnih trenutkih skupaj stopili, pa ste šli pred Kapitol, pred Belo hišo z zastavami, pa ste rekli, Slovenci si zaslužimo svojo državo. Pa tukaj živim, ampak Slovenijo imam živim tukaj pred srce. In tudi moji otroci, ker so oni tudi imeli priko, da so zdaj šli v Slovenijo. Ja, najmlajši sin od Franka je trenutno v Sloveniji, se uči slovensko. Ime mu je Štefan, veliko se družimo, pa tudi ti ga boš Ciril spoznal. Ampak zdaj smo mi na Floridi, moramo se še s Frankom ukvarjati. Ja. Pa tu pa moram reči, zakaj so moji otroci iz Slovenije? Prvič, jaz sem hotel, da poznajo državo, našo državo in tudi familijo. In vse moji otroci so bili pri skauti in jaz sem rekel, če bodo dosegli Orel, kot je Soči Eagle Scout, 3% zasluži. Bom plačal vse, jaz sem plačal vržinsko karto in tudi, kjer hočeš šolo jeti. Jaz sem sreč, Jože in Štefan so šli obadva. Just a little bit higher, yeah. Ja, obadva so v šolo in Katjana Tomas so pa bi biskvala. So, to je na kratko. Ja. Kar povej, Ciril. Ja, ne, gremo še nazaj. To se pravi, Frank, otroštvo si imel zanimivo. Kako je pa pol izgledal? Iz Ohaja ste se preselili, kam si hodil v srednjo šolo, kam si šel na faks? Mi smo živeli pravzaprav na severni Fort Lauderdale, tu je Lauderdale Lakes, moji starši so hišo kupili. Jaz sem šel v srednjo šolo, osnovno šolo in gimnazijo v Lauderdale Lakes. In pa za univerzo je bilo malo zanimivo. Jaz mislim, nisem imel denarja, da sem šel v univerzo. Jaz sem začel službo v Publix, ko sem imel 15, pa sem pošpagal. In jaz sem šel lokalno, community college, je imel
isto ti dobiš 2 leta diploma, ko sem zaslužil diploma, sem šel v University of Florida, Gators, papa sem nazaj prišel v Fort Lauderdale in sem v public stalo, jaz sem hotel iti Ohio State, naredil sem izpit, nisem naredil. Sem še enkrat kazel, nisem naredil, sem šel lokalno univerzo za moj magister. Pa sem vzel izpit, kako vzameš izpit. In jaz sem šel, sem malo šnapca spil, sem knocked it out of the park. In jaz sem... slivovke straight A. Ja, sem naredil odlično. Slovenska slivovka, ne srpska. No, anyway, jaz sem 1 leto in pol zapravil, kaj sem zaštudiral in sem šel v Ohio State, ker jaz sem hotel dobiti magister v vzhodne evropske in sovjetske studije. Tu sem jaz strokovnjak za tisto. In tam sem pa 4 leta študiral, ker jaz nisem dal denarja, jaz sem dal 40 ur na teden in sem 2 magisterije zaslužil skupaj. In tam sem mojo ženo Julie spoznal. Klej še vedno lahko rečem, ko se imamo fajn v Sloveniji, ne? Ker se upišeš na fakulteto, pa je treba sem pridno študirati, pa doštudirati. Ja. Ne? Ni treba za fakulteto kredita vzeti, pa delati zraven. Ja, klej je situacija malo drugačna. Ja. Ok, pa gremo pa naprej. Kaj si rekel, najprej 15 let si nekaj počel, pa si pa... Ciril, lahko še jaz nekaj prej vprašam Franka? Ja, dej. Frank, ko ste se vi preselili na Florido, ne? Ti si bil še tako zelo mlad takrat. 10 let, tak mislim. No, 10 let. Ja. A se spomniš, ko si videl prvič aligatorja? A te je bilo kaj strah? Nisem vedel, kaj reči, ampak tako, wow, tu so res... Jaz sem na televiziji videl, da wow, ja, tu so živi. Jaz gledal zame, ker tam na soncu sedi, izgleda plastičen, ker se oko 2-3 ure ne premika. So tako, wow. Ampak ko greš v Everglades, ne, ker Everglades, Florida je, večji del Floride je bil včasih močverje, ne, swamp. Ampak ko greš v Everglades, kakšne so vse živali tam? A kaj to vse lahko grizne? Blizu nas v Boca Raton, alligator, imamo water moccasin. Vodna mokasinka, ta je strupena kaka. Ja, tista rdeča, črna, rumena. Tisto vidiš bolj redko, ampak rattlesnakes vidimo kar precej. Klopotača. Ja. In kaj še drugo? Cottonmouth, you said? Cottonmouth ne vem, če tako na jug, ampak tukaj gre so cottonmouth. Ja. In kaj še? Imamo scorpion. Ne vem, pa tudi dobimo tiste muhe, ogromne muhe, da te pične. Ni strupena, ampak... Boli. Ampak kaj, pajke pa imamo Black Widow. Črnodol, ja. Jaz nisem nikoli v življenju videl in jaz sem jo v garažu in vidim, ko v knjigi, jaz sem pokažel ženi, pa sem, Jaz sem... You didn't take a risk. No. Ampak tukaj v Haines City, posebno, ako greš na gozde, pa tako, je veliko, je kar precej rattlesnakes and cottonmouths. Pa je treba malo paziti. Ja. In tukaj imamo medvede, blizu tukaj, moraš paziti, in imamo panther. Panther jih je mogoče par 100, jaz nisem še nikoli v življenju videl. Jaz sem bil v Štefanu, smo šli na sprohod, hiking, za 3 dni in smo najdeli, mi rečemo po angleško scat, drek, ali ne kako gre po slovensko. Smo videli, da je panther in tudi za medvedov smo videli. In tukaj imamo velike probleme iz bor, divja svinja. Marjasec. In vsak reče, to je cute little pig. No, oni imajo tiste zabije, če te dobijo, ako te zelo poškodvajo. Ja. Kaj je, Ciril, gremo na letališče? Mi lahko gremo na letališče, vem. Imate časa? Ja, zato smo tukaj. Frank, povej, kje si pa začel delati za uraden naziv službe na letališču je carina oziroma Custom Border Protection, kje si začel delati? Okay. Jaz sem začel moj karier, 94 leta sem začel kot carinik, jaz sem dobil part-time, za poletja. Nisem dobil službo, sem šel nazaj v Publix. 96 leta so me sprejeli za imigracijo. Takrat je bila
posebne službe, Customs in Immigration. In jaz sem začel letališče v Miami 96 leta, ampak prej, ko ti začneš službo, so me poslali 4 mesece na Casagno v South Carolina. Tam smo zakone 4 mesece študirali, ker mi smo tisto leto so veliko ljudje sprejeli na službo. Jaz sem šel nazaj v Miami za 1 leto, pa smo nazaj poslali v Georgia za 4 mesece in tam smo pa šli na vežbe, sem se učil avto voziti, shotgun, pištole streljati, lisice rabiti, defense tactics, bi se tako. In to je vse izpit. Najbolj zanimivo je, ko ti dobiš človeka noter, ti boš naredil intervju ali boš ga zapor poslal, ti moraš se pošlatati, da nima kaj po sebi. In izpit je bil, oni so dobili ljudje z zunaj, kontraktorje, bo se nekaj skrili. In moj je dal gate, spandex in kavbojke. In če ti ne najdeš, ti padeš izpit, in če 2-krat, 3-krat padeš out, ne moreš več to delati. Službo zgubiš. So, jaz sem ga šlatam in jaz nisem posebno nadušen moške šlatati, Kako bi rekel, you know what I'm talking about. Pa on je dal tukaj pri jajce, nisem ga besedo, prosti. Moda? Ja, je dal mehen za brit, Klinco. Ja, in jaz sem napako naredil, jaz sem rokavice dol dal in sem zagrabil moj jajce in sem se obrezal. Dobra šola, da koli več naredil. Mi imamo vse skupaj, jaz sem šel 8 mesecev v šolo in na službi, da si ti journeyman, polni inšpektor, skoraj 2 let zame, ker mi imamo ogromno zakone, in mi moramo tudi zakone za 3000 druge policije, šerif. Naprimer, dajmo reči, ti prideš iz Alaska, ti živiš Alaska, ti prideš iz Nemčije, ampak oni te iščijo Alaska, ti boš naš videl ta prvo. Jaz moram te dati, mi damo te noter, ko bi zapor, da držimo, pa jaz moram koordinirati šerif v Alaska, če te pridijo skat ali ne. To mi imamo zakone, moraš veliko vedeti. Jaz nisem odvetnik, ampak jaz zdaj, ko šef, skoraj vsak dan moram zakone čitati in moram z odvetnikom na telefon praviti. Ker ko ti enega vzameš njegovo svobodo, ti moraš biti previden, da ni napaka. Ker jaz podpisam, ko bi rekel, removal, jaz da mu poslam, ti ne smeš napriti nazaj za 5 let, če te poslam na Alligator Alcatraz, ko tam 2-3 leta sediš, jaz moram biti zelo previden. Da komu ne narediš krivice. Ja. In jaz, ko bi rekel, za 30 let nisem benga zajebal, če zihar besedo rabim, da sem ga zajebal. Mi najbolj gledamo, jaz tu bom rekel, da jaz ne vem, kaj pa kaže Evropi na TV za ICE, jaz nisem ICE, ampak mi se ne strinjamo, da bomo ljudje sekirali. Mi gledamo za najslabše ljudje. In tu samo hočem reči, kaj vidite na televiziji, ni resnica. In jaz vem, da tudi tvoje je malo skrbela, kaj bo se zgodilo, če Juri pride, bom imel ICE poklical, da Juri te zagrabi. Ja, to ni res, Tu sem hotel povedati, ker mi dajmo reči v Miami, vsak dan dobimo 30,000 mednarodnih potnikov, potovalcev. Ja, 30,000 mednarodnih potnikov. Mogoče 1/100% mi damo tisto sobo, pa naredimo intervju ali spustimo ali ga zaproti. To je čist malenkost od ljudi, mi iščemo, to ni kaj vidiš na TV. Ampak, a smem eno anekdoto povedati? Sure. Ja, daj. Jaz enkrat doma prižgem Discovery Channel. Discovery Channel je imel oddajo Customs in je imel oddajo o carini. In so prikazovali delo carinikov iz različnih držav. Avstralije, ZDA, Nemčije, Francije. In enkrat jaz gledam takole doma in še enkrat gledam
In pogledal še enkrat in lega mojega bratranca. Shit. 30 let delam v službi in glih tisto, jaz aparat je me lovil, jaz sem hodil drugo, pa glih tisto dan so me dobili. Če se jaz ne motim, Frank, pa ti povej, ne? Bila je pa hec, Franka so klicali, Frank je bil že takrat šef in ga je eden od njegovih carinikov poklical. In pride s kamero in se v enem kufru nekaj trese. Nekaj se je treslo v kufru. In pride Jaz sem upal, da boš šel govoriti tudi. In se v kufru nekaj trese in jaz sem takrat vedel, da moj bratranc je zelo razgledan diplomat, ne? Ker če si predstavljaš, Ciril, ko so ti iz kufr odprli, je tam veliko, veš, ena taka velika zadeva, ki se trese. In je kamera Discovery Channel so vprašali Franku, če je to dovoljeno. Pa je rekel Frank, ja, dovoljeno je, prižgalo se je, pa so ga vprašali, kaj pa je. Pa je rekel Frank, ja, it's a giant Vibrator. Yeah. Ampak je rekel pa, no, v bistvu je masažni aparat. No, kaj bo zanimivo je, jaz sem hotel bolj diplomatično tu odkvarjati, šef ni hotel. Ženska je bila 40 let, stara mož je bil skoraj 90 in jaz sem rekel, hej, bo žena rabi pomoč včasih. You know? 30 let, I do some cool stuff and tu pride na TV. Yeah, just, you know. Frank, pa da si bodo ljudje malo tudi predstavljali. Miami je ena od dostopnih točk, ki pride res veliko ljudi. Veliko bogatih ljudi iz Južne Amerike, iz Evrope. Ti si meni enkrat dobro povedal, da Las Vegas pa Miami sta v bistvu največja igralnica za odrasle ljudi. Ja, to bom rekel. Ja. Posebno zdaj Miami Beach. Miami Beach, Miami, če greste downtown. Zdaj, ko se pozaben drug del zdaj tudi obnavljajo. Mi dobimo od vsega sveta ljudje. In tudi iz Dubai dobimo. Oni kar pride direkt na svoj avion, oni ne grejo na commercial. Pa tudi Fort Lauderdale, da sem vas spremenil, kaj govorimo. V Fort Lauderdale imamo 3 letališče, sem čez. Mi imamo 2 privatna letališča. In zdaj, ko je predsednik Trump na vladi, mi dobimo Witkoff pride, skoraj vsak mesec iz Izrael, Kushner, cela familija, pa tudi bogati pridejo. Naprimer, my favorite je bil, ko sem imel začetka karier, je prišel Sean Connery. Hteb. Class act. Ne vem, kako predstavljati, je res smashen in je bil res gentleman. You know, tu zdaj se zmerno spominjam. Gospod Sean Connery. 100%, ja. Pa jaz, veliko ljudi sem pridijo. A ti si dokumente njegove preveril? Ne, jaz sem šef. Jaz sem zdaj bil, jaz druge vodim. Pa ja, jaz sem zdaj mu govoril. In enkrat je bil zavrl tudi smešno, ko je bila volitva, ko je Al Gore zgubil takrat. In je prišel avion in izgledam, okay, no. Pa grem nazaj, en oficer pa klice, hey, do you know who's here? I'm like, I don't know, Al Gore. I'm like, Al Gore? In je prišel noter žena, in je bil, in kaj najbolj zanimivo, ti tudi znaš dobro, človek zgleda Al Gore, da je, kolena ima čist mehne, bel, kratek. Najbolj smešno je bilo, ker mi imamo, ko ti prideš na inspekcijo, ima zmeraj predsednik in minister gor. In oni pride noter, je bil kar dobre volje, pa gledal gor je videl George Bush in kar padel, you know. So, ampak Ricky Martin, Branson, ko pride, on ima svoj avion za Virgin. You name it. Jaz prvati ljudje vidim, ko ljudje, ampak ne, wow. There was a wow factor there. So jaz sem rekel, hey, Mr. Connery, welcome, you know. Jaz se sploh ne spomnim, ampak it was cool. Je bil res gentleman. Ja. Daj mi povej še kakšen cool moment iz službe, kaj zanimivega se ti še kaj dogodilo, kaj ste kaj najdli, a veš, give us the juicy details. Okay. Mi bom pa misel malo. Okay. Jaz bom začel starejši človek, ki je pa kar še knejedu. Mi smo bili blizu vajone, mi tudi gledamo ljudje, ko grejo ven. Če ti imaš $1 milijard, meni je vseeno, ampak moraš prijaviti.
brez davke ti samo prijaviš. Če greš ven, moraš prijaviti. Mi smo bili na avion, smo gledali, kjer Švica, dolar je pa zlato. In mi smo malo kafe pili na čist mehna, stag bi rekel, babica pride do mene iz Guatemala. Oh, senor, por favor, ayuda, okay, kaj necesito, kaj rabiš? Oh, kje ta avion? Jaz sem rekel, tam, jaz sem rekel, pa ni, kva, jaz sem pokazal, pa sem na hrbet tako naredil, da, I'm like, to ni nekaj narobe. A ja, ti si jih pokazal, pa si rekel, tja, pejte. Ja, pa nekaj je bilo čisto tako do tukaj. Sem rekel, nekaj ni prav, pa sem rekel, takrat nisem bil šef še. In jaz sem šefu rekel, we better look at it. So mi smo dobili na španko, inšpektor je z njo govorila, nekaj ni bilo prav, smo jo pelali nazaj na holding cell, pregled. Je imelo okoli pasa 200,000 evrov je švercala za njegov nuk in on je bil pa droge švercal. In to je najstarejše smo mogli zapor poslati. 200,000 je imela? Ja, je bilo sada 100 evrov pa 500 evrov. Takrat, ko sem imel 500 evrov. Ja. To je eno. Mi v Miami, tudi Fort Lauderdale, pa največ v Miami smo veliko droge dobili, ampak najbolj zanimivo je, ko ljudje droge jejo, pa morajo jeti na stranišče, Tu je težko take ljudje ujeti. Ko šef, če bi jaz rekel, mi delamo baseball, jaz imam približno 50% sem prav. Ker ljudje privatno bodo rekli, jaz imam droge v trebuhu, mi govorimo, intervju naredimo in moram pa z mojim šefom govoriti, glavni šef, pa tudi glavni odvetnik v Miami, pa če bomo pošljali v špital na X-ray. In jaz, ne vem, kar pa cele ljudje smo dobili, ti vidiš X-ray, ti vidiš pikice, ko imajo kokain ali heroin. Čakaj, Frank, kako pa ti oceniš, da bi nekdo lahko imel? Nekaj je... Intuicija, feeling. Nekaj intuicija, nekaj je tudi mi gledamo... Kako sem naša? Pa tudi, ko intervju narediš. Veliko ljudje ti govoriš, so nervozni, če ti pogledaš kufar noter, ti vidiš, da imajo tablete proti sranju. Tu ni garancija, pa tudi pogledajo, koliko imajo. Je intuicija, drugo ne moram povedati. Tu moraš več let tudi delati, da znaš. In mi smo večkrat, tudi veliko smo narobe, ampak jaz sem tudi velikrat bil prav. In jaz nakoli pozabil, mi smo enega dobili, tipičen Amerikanc, bel, ginger, ko se reče, orančne lasje, all-American boy. In so ga dobili. In mi smo ga špital poslali in tam ti sediš nak, imaš eno, ko bi rekel, špitalno obleko. In ko moraš siti na stranišče, mora priti dva inšpektorja, dajo noter kaklo, pa jaz ne moram gledati, ne vem, ko bi rekel, na stranišče. In on je mu mogoče 60 komadov, in mi čakamo, da bo trikrat, da ne bodo komade prišli ven, pa ga na X-ray, pa ga zapor, ne. Jaz grem domov, me pa kliče, mogoče Benek zjutraj pridi nazaj. Zakaj? Mora špital je špitalo, ampak mora operacijo narediti. In če je operacija, mora biti en šef blizu. In jaz, ko bi tukaj miza, on je tukaj, ga operirajo v črvesa, ko se reče, pa droge sem mu ven vzeli, ti sem glik tam mogel stati. Prav tam si mogel biti na operaciji. Tudi enkrat je bil v smrtišče, jaz moram iti tam, ko ga odprejo, pa droge ven vzemijo, tu moram videti. In ljudje me vprašajo, do čisti ta dope? Mi moramo čistiti, mi pa čistimo, pa damo lepo vrečke. In se zaznamo, ko gre na sedišče, da je se pravilno narejeno. Frank, kaj pa enkrat, vem, pa mislim, da so to zgodbo tudi na televiziji omenili, da je prišla na letališče v Miami ženska, ki je imela v kovčku moževo glavo. Ja, ne vem, posebno, če pridejo z Haiti, če pridejo iz Kube, oni imajo tisto vero, ko bi rekel santeria, in oni večkrat imajo kakšne kosti, kaj tako, pa tudi časih, da bi eni prinesel glavo od človeka, ja. Ja, pa je to dovoljeno? No, ni dovoljeno. No.
Najsmešno je, če oni imajo kakšne, dajmo reči, živalkosti, mi moramo dati v incinerator. I have my religious rights, svoboda. Tak, no, tu ni svoboda, tu ne moreš, tu vzememo. Kaj ste pa pol s to žensko naredili? Nazaj ste jo poslali? Ne, mi pa klicamo policiste, ko imajo čez letališče in oni investigacijo. Mi kar damo človeka jem in oni investigacijo naredijo, pa ali je zapor, ali dajo nazam k nam. Taj bi mogoče bi Amerikanc, ne moramo da mu poslati. So, tudi zapor dajo časih. To je odvisno situacija. Cirila, si ti misliš? Jaz si mislim, da mora tak človek v vseh teh letih res razviti en poseben čut, ne, zato da ljudi pogruntaš, pa da tudi vidiš stvari, ki jih nočeš videti. Pa gledaš v prtljago, v katero nočeš gledati. Pa, veš, ljudi slečeš. To so najbolj ranljivi momenti za ljudi, za tiste, ki pa so vse proper naredili, pa grejo čez preizkus. Tako da si mislim, da to ne more biti prijeten za človeka, obenem je pa to tvoja služba. Tako da moraš biti tudi resilient, tudi ti moraš postati odporen na vse te momente, ker je tu velike take čudne energije. Tu bom pa rekel, na žalost, v naši službi imamo vsako leto 10-20 samomor. Je res naporno včasih. Kaj mi vidimo, posebno zdaj, child pornography, jaz imam eno podjetje pod mene, oni tu delajo, jaz sem en dan šel, pa sem rekel, pa kaži meni, kaj vi vidite, pa date pa na sodišče. Jaz ti sploh ne moram povedati, 9 let stari, 8 let stari, punce, fanti, kaj ti vidiš. Je res katastrofa. Jaz ne vem, ti hočeš človeka ubiti, ko to vidiš. Obviously ne moramo, ampak tu meni še zdaj v glavi ima, to ne bom nikoli pozabil. Kako se pa pol ti soočaš s tem, ker to je naporna služba, pa če sem prav razumel, si se ti mnogo let vozil, vsak dan Boca Raton, Miami pa nazaj. Ampak pa si pa nekaj časa, veš, kako se pa soočaš s tem, kaj počneš pol v življenju, da to zniveliraš, da greš? Jaz imam familijo, jaz, ko imam časa, jaz prostovoljno delam z Julijo Boy Scoutom. Jaz sem jaz vsako poletje sem zmerno vzel 2 tedna dopust, ampak jaz sem vzel dopust, da bom pomagal Boy Scoutom, smo šli zmerom na potovanje. In pa tako, pa jaz sem najbolj vesel v gozdi in zdaj, ko sem srečen, da imam to hišo, jaz pridem sem vsake 2 tedna, travo pokosim, pa doko ima pa mislim, pa tako. Frank, a te je bilo kdaj v službi strah? Večkrat. Kaj se je zgodilo? 2krat pride na v glavi. Jaz sem delal v Miami Airport, ampak so me tudi poslali na pristanišče in na Miami River. In ko je tvoj letnik, mogoče spominja Miami Vice, mi smo mogli delati na Miami River ob 2 zjutraj in tam je vse tovarnske ladje, vse kriminalce pa tako. Tovorne ladje, to je bil tovorni dok. Tudi tiste mehne, ko si na Haiti, pa so švercele. Mi smo šli enkrat na eno ladjo in jaz sem imel 12, pa smo šli noter in glik tam smo najdeli 5 kil kokaina. In 12, mogoče 10 so bili, in sem kaj bomo, radio nismo imeli takrat, cellphone nisem imel. Hvala Bogu, da so še 2. Jaz sem vzel pištolo van in sem se ljudje na tle dal, pa smo pokličali še enega, da smo zagrabili, ker 10 onih, 12, pa lahko nas pedali v vodo nekaj. To drugo je bilo zanimivo, moj šef je rekel, hej, mi imamo informacije, da bodo švercali kitajske ženske za prostitution. Ok, no problem, kaj hočeš naredim? Na ladje je, ok, dobro, pa čakamo do ladje. No, ne morajo zemljo postopiti. Ok, kaj hočeš? Well, handle it. So jaz pa kličem Coast Guard. In jaz ne bom na pisarni sedel, jaz bom šel z njim. Mi pridemo na Coast Guard, oni pa pravijo schnellfeuerzo. Jaz rekel, to ladjo grem. Jaz rekel, this is going to be easy. 10 metrov dolga Coast Guard boat in turbo. And mi smo šli mogli 10 kilometrov na morje. Out. Open water. They were driving crazy. Anyway, pridemo je ladja Holland America. 5000 ljudje gor. In skoraj ne vidiš, ker je 4 zjutraj temna ladja. In jaz čakam, da bodo vrata odprli, da postopimo prak. And I'm like,
da bo se ladja stavila. In guy goes, ne, ti boš šel na ladjo, ko se premika. Kaj? In jaz sem najstarejši tam, tu sem mladi, 20, 25, 30 let star, jaz sem že 45 in kar naenkrat pridemo tako, ladje tukaj, naš čovek je tako in pride lujtra dol na štrek, so mogoče kot tako široke and I'm like, what am I supposed to do with this? You climb it. I'm like, what? And Adam je meni rekel, sir, if you're afraid, I understand. I'm like, je bi raje umrl, that I lose face. In jaz čakam, ko pride ladja gor, zagram, skočim, pa like, hvala Bogu, da sem, pa sem 1, 2, 3, 16 korakov, da sem prišel do vrha gor. In Adam je skoraj vodo padel, mi smo 10 km, mi imamo pištola, pa tudi mi vagamo 10 kil več, pa ko pridemo noter, moramo jeti, typisch ma Herzno. Mi moramo jeti noter ženske hitro preko pokliča kakšnega. In jaz moj kolega rad odpremo, so 2 nage Kitajke, ena šla v stranišče. In moja je prehitro skočila na telefon, jaz skočim, jaz sem imel nago Kitajko, ona hoče telefon, pa meni čez glavo telefon, pa je kot WrestleMania, preko sem jo zaklenil, So anyway, to je bilo, jaz sem imel res, jaz nimam rad sako in jaz sem bil res postrašen, ampak, hej, to je služba. To je služba. So, yeah. Stari, da pa igraš v sred noči v wrestling z nago Kitajko, je pa tudi kar live zanimivo, ne? Frank, enkrat mi je Jure razlagal neko zgodbo, da je nekdo probal prek pulta tvoja pištola vzeti. Kaj je že bilo? Ja, jaz sem bil v Miami takrat in je bilo čisto navadna inšpekcija. Takrat smo bili veliko Albance, šifte, ne vem, kaj že beseda hoče. So imeli ali slovenske, ali nemške pasoše, ali italijanske. In so ga poslali nazaj in jaz sem videl, ne zgleda prav. Pa prej, ko imamo na intervju, ne zgleda prav. Ti daš na zid, ga te pošlateš, če ima rože, jaz ga imam gor. In kar naenkrat tukaj na, kako se reče, boki? Ja, na stegnu. Nekaj je, to ni prav, to ni kurc, to je paket. In kar naenkrat je tako naredil in je hotel moj pištole zgrabiti in ko bi rekel, game on, mi smo bojali na 2, jaz sem se glavo dal in on je, anyway, hvala Bogu, da sem ga za lisice dal, ampak on je 3 dni špitalu. I don't like violence, but sometimes you just got to do what you got to do, to win. I mean, I beat the shit out of him, but what are you going to, well, excuse me, I defended myself, but that was rough. He had cocaine. Yeah, cocaine. Frank, kaj pa, ker je Slovenija mlada država, bila zelo mlada, se je še vedno mlada država, ampak jaz se spomnim tudi ene anekdote, ki si jo pa mesec mojemu stricu povedal, ko si pa hmal po osamosvojitvi Slovenije, ko je bila mednarodno priznana, pa ugotovil pri eni skupini, da so imeli ukradene potne liste iz Slovenije. To se večkrat, enkrat jih je bilo, zdaj se spomnim. Miami govorijo špansko, pa tu se ne zanimajo pa več za zahodno Evropo. Jaz sem videl polno Slovencev, da zgleda, to ne zgledajo Slovenci, drugačne, So jaz sem šel, da govorim z jem, kar naenkrat slišim, šoti, tu pa meni tiho me. Neki niso slovensko govorili, pa sem začel z jem govoriti. Tu so bi se kradene pasoše, so drugo sliko noter dal. 29 smo dobili iz Albanije. Se pravi, ti si videl, kao slovenske državljane, si prišel zraven, si rekel, dober dan. Exactly. Jaz sem tudi enega Poljaka dobil, takrat Poljaki so tudi prišli noti legalno. Je prišel na mojo, ni imel srečo, je prišel z mano, je meni dal nemški pasus, perfekt. In jaz sem z nami govoril v nemščini. In je meni, ni dobro nemško govoril, pa sem videl, sind Sie in Bochum geboren, si rojen Bochum, in well, Papa smo angliško govorili, do you know who Herbert Grönemeyer is? No, če ne poznaš Herbert Grönemeyer, ker on je pelc iz Bochum, nisi Nemc. In tako sem dobil ilegalca, ker on ni vedel unga Grönemeyer. Se pravi, to moraš biti tudi kot carinik, moraš biti tudi razgledan. Ja, razgledan je tudi,
če ti prideš in jaz ne govorim dobro, jaz zmeram vsakega človeka pozdravim. Hi, how are you, or guten tag, or, buenos dias. Mene zanima ne, kaj tvoj odgovor je, kako se ti obnašaš. Če ti si miren, boš rekel, dobro, hvala, whatever. Časih rečeš, buenos dias, in bo rekel, 15 dias. On ima že v glavi, da bom ga vprašal, koliko časa bo tukaj, in jaz nisem vprašal, jaz sem rekel, dober dan, on me reče 15 dni. On je sigurno ilegal. Pa, zaslužujemo tam zadnje, pa vidimo, da je bo prišel dale tukaj. Moraš res ljudje razumeti. Kar zahtevna služba, Ciril? Ja. Mislim, zanimiva služba. No, ampak kaj sem hotel reči? Tisto zgodbo z Borisom Bekerjem lahko povemo, to je res, da si ga nazaj poslal. Ja. Dej povej, kaj je bilo. Jaz sem šel na sekundarija, sem videl, da če vidim Nemca, moram pozdraviti. Hey, guten Tag, wie geht's? And the guy's like, it's Boris Becker. I'm like, yeah, okay, whatever. And I'm like, Boris Becker? You mean like the tennis guy? It's like, yeah. So, oni so dogovorili, v Evropi je zelo easy imeti probleme z države, če ne davke plačaš. In oni imajo neke težave s tistem. Tu pa meni, Ameriko, ko pride, ampak rabi vizo. On je pa prišel brez vize, za nas je zelo lahko nazaj te poslati, ker ti moraš biti 100% Dokumente in tudi ne smeš imeti probleme v tvoji državi. So moj šef je rekel, well, you speak German, you deal with it. Okay, so jaz dam papir, jaz znam govorim in okay, Mr. Becker, bom ti dal to sobo noter sam, da boš malo bolj komot, ker he's a nice guy, he's famous. Isti dan so jeli, ne vem, 10 ali 14 iz Haiti na čovnu in nisem imel prostora, v zapor so pa na letališče poslali, on je moral biti v sobi noter, pa oni za 2 tedne niso bili potušeni, on je bil celo noč tam, ni mu dobro. Pa jaz sem kar pozabil, 3 dni, čez 2-3 dni, jaz sem šel na drugo letališče, pa ga spet srečam, on je prizabil no viza, no problem. Ampak glih tisti trenutek ni bil legal, smo mogli, ali Boris Becker ali ti. Ni važno, zakon je zakon. Ja, zakon je zakon. Ja. Ampak ti si ga poslal nazaj v Avstrijo, v Nemčijo? Ja, jaz nisem ga, jaz sem drug jutro ga na avion dal, ja. Ampak pol je šel nazaj v Evropo, pa je pol nazaj prišel z vizo? Je bil viza, ja. Okay. Ja, no problem. Kjer je pa zgodbe? Ja. Še eno čako povem. Dej. Jaz sem nekoli pozabil, mi smo bili, to je bilo v Miami, jaz nisem še bil šef, jaz nisem dal dokumente, sem dal predlago odpirati izdan in pride en mlad fant, ga vidimo pride in kar naenkrat Švica pade po tleh, v nezavest. Nezavest. Mi delamo CPR, hitro poklicamo reševalce in je bil v špitalu, so znali, da je kokain mu tablete in je počel. On je bil skoraj en mesec v koma, so mu dal v koma, medicini koma. Yeah. Okay, dobro. In papa je bil zapor par let. In papa smo familijo poklicali, ker oni so poklicali, nas smo zdaj poklicali. And so they weren't very nice, but cela familija je švercala. So čez par let, Adam pokliče, hey chief, or hey supervisor, Pavzik, there's somebody at the door wants to see you. I'm like, okay, dobro. Izemim oficir je za vsak slučaj za varnost in ti skok je bil na vratah. I'm like, oh shit, on watches this, revenge. Revenge, maščevat. No, guys, I want to thank you. I'm like, hvala, jaz sem te zapor dal. No, ti si imel moje življenje rešil, jaz sem Jezusa najdel, familijo sem odpovedal, jaz zdaj imam svojo prostovoljno podjetje, ko drugom pomagam z alkohol in čist življenje obagnil. Se pravi, vi ste ga takrat spreobrnili? Yeah, on je bil mrtev. He flatlined about 4 or 5 times. Shit. Yeah, he was dead. When I mean dead, he was dead. And they brought him back 5 times or 4 times, whatever it was. Kaj pa se ti zgodi s tem človekom? On je primo rešil v bolnico v Ameriki. Mi moramo imeti do oficirja 24 na dan sedijo kot angel tam preposli. Ne more biti sam. Kdo pa plača to? Država. Tisko davke plača. Oh, shit. To ni pocen.
Or ko mi dobimo ljudje, ko čakamo, da bodo dob sprali, moramo imeti 2 oficirja 24 ur na dan. In ko švercajo, tudi švercajo, ne samo ženske, ne bom rekel, oko pogruntaš, kam dajo. So. Ja, vidiš, kaj so se Ljudje zgodili. smo iznajdljivi, tako kot imaš iznajdljive ustvarjalne inženirje, pa mizarje. Zdaj mi kar procesor lavo, kam dajo. Ja, nisi pogruntil. Vse rekel, lahko si misliš. Tu bom rekel, to zadnji žep. bom ti rekel, jaz ne vem, če to rečem, ampak to ni herka, to je karavica velika. That's probably a bad one, but anyway. Ne, se si ljudje ne predstavljajo. They put stuff, you can think of it, they do it. You know, a laptop, oni bodo rekel kokain, mogoče... Kam se skrijejo drogo? To povej, ja. V laptop naredijo ko papir, mogoče tako, pa dajo, and you can napotiš laptop works. Shampoo bottle. One big one is dajo v flašo noter and it dissolves. And you gotta be careful. Najlažje, če potreseš, vidiš pene, če imaš malo prakso, ko jaz, boš prvič videl nekaj ni prav, so ti daš par kapelce na špegu, pa brišeš, pa ko je sklopi, boš videl bele pikice, je kokain noter. Raztopljen. Je raztopljen. Or celo kavbojka namočijo v kokain in je ko papir. Trdo ko papir. Ja. Ampak če na kofe ne odpreš, zmagajo. So, koliko tu mi dobimo? Kavbojke namočijo v raztopino. Zdaj imamo problem fentanol. Če napažeš, mi smo imeli oficir, je imel rokavico raztrgano, je pretlago dotaknil in je bil je imel seizure. Smo mogli hitro mu dati Narcan in reševalce. Tu je nevarno zdaj, tudi zadnje par let za nas. Takoj veš, če ima fentanol. Pa vežejo si tudi na telo, pa vse živo. Telo, nota v lasuli. Jaz sem delal enkrat na pristanišče Miami, je bil moj šef, takrat je me učil, kako iskat. In mi smo bili fertig za tisti dan. In je rekel, you know what, I want to look at one more thing. And oni so imeli tiste konkretne štange z elektriko iz Kolumbije. In nekaj je rekel, nekaj ni prav. Je rekel, te meni svedek. Ok, dobro, mi damo in pride ven belly powder, kokain. Čakaj, tu so imeli v CV-h za elektriko. In veš, koliko je bilo tam? Koliko? 31 tonov smo dobili. Cela ladja polna kokaina, tiste cevi zolite. Ja, on je šel na ladjo, prevrtal... Beton. Cev. Tista štanga. Aha. Vsaka štanga je imela mogoče 200 kil noter, nekaj tako. Neverjetno. Ja. Neverjetno. 31 tonov. Ljudje tudi švercajo, to ima bolj smešno, klabaso švercajo, pa tu, pa treto, in vsak reče, zakaj, se ni važno. Well, zdaj, če ti bomo pelalce v Haines City, ti boš videl, da je približno 95% oražne kmetije, 90% so vse crkenje, ker je prišla na muha, na jedačo 20 let nazaj in zdaj tista ima pa bolezen in pomaranče umrejo. Se pravi, en je na hrani prinesel škodljivca. Zato je naša služba važna. Naprimer, če pride, mi imamo na knjigo, mogoče tušno knjigo, in naprimer, ti prideš iz Haiti, imaš mango. Ok, Haiti, mango, ja ali ne. In včasih na novici slišiš, imamo tiste medfly, kjer škoda dela. Tu pa meni je prišla muha na kakšne jedači iz tuje države in veliko škode, ko ne delijo. Tu je bilo glih slučajno, ampak je tudi tako bioterorizem. Imate pa, ja, in zdaj zaradi te muhe, ki je prišla, naprimer, na Floridi so ogrožene pomaranče, ne? Ja. Isto, če bi hotel, naprimer, mi hotel škode narediti, Kitajcem, ko poslamo tam kakšne spor za fungus, za žitu, pa bo imel katastrofa. So tu ljudje ne mislijo naša služba za tako, ampak tu tudi mi delamo. Ne samo dokumente, ne samo droge, tudi tako. Moja mama je pošvercala kebase iz Slovenije takrat. She used the old woman card. Nobody looked at her, but yeah. A če bi ti jaz, naprimer, zdaj, ko sva s Cirilom prišla, a jaz bi ti lahko prinesel pršut?
Skoraj ne, ampak ni problem. Če si ti pošten, oni rečejo, imaš ti kaj za jesti? Ja, ok, oni pa gledajo, mi odpremo kufer, ok, tukaj imaš pršut? No. Ti si pošten, no problem, mi damo žžgat. Potica, no problem. Če si pošten, oni ti povejo ja ali ne. Če nisi pošten, pa ti dobijo, je $500 kazen. Kazen. So it's not če ne veš, če si pošten, najslabši bodo ti naredili, ti zemljo. That's it. Se pravi, tvoj nasvet je vsem, ki potujejo, pa niso razzihr ne skrivati na carini, ampak vseeno povej. Je boljše, da poveš, ko pa da brskajo po... Mi imamo na naši cbp.gov, it's know before you go. Tu je ena pamflet ali knjiga, kako se reče, veliko pove, kaj žihar, kaj ne smeš. In to je dobra informacija. Dobro je pogledati prej. Mi ne gledamo, da ljudje se kerajo, ampak mi moramo tudi biti previden, kaj pride noter, kaj ne pride noter. Naprimer, mislim, enega iz Španije je prinesel, ne vem, $3,000 šunke, pa tako smo vzeli. Iz Bezov smo mogli dati noter, žihar se je spetal. Ne more, tako je. Shit. Ej, Frank, veš kaj je? Ti, ker si službeno imaš veliko treningov, pa streljanja, rokovanja z orožjem. Kaj sem jaz včeraj narobe delal, da je Ciril toliko bolj streljal, kot jaz? Bom po angliško povedal, it's called anticipation. Posebno za pištolo. Ti pričakuješ, da bo boom, rekel, in ko ti potegneš trigger, ko se reče, ti tako narediš. In jaz nisem imel siguren, ampak ko sem dal prazni metek noter, ti si potegnil, kaj si naredil. Ja. So, tako mi treniramo, mi damo prazne metke noter, in tako, tu moraš imeti, ti si zelo dobro streljal, ti si tudi dobro streljal, ampak... S pištolo sem bil slabši kot on. Ja, malo slabši si bil, on je zelo dobro streljal s pištolo, ampak the AR-15 si bil super. Ti si bil dober, ja? Ja. Smo kar uživali, ne, fantje? Čakaj, ti moraš še pivo mu kupiti. Ja, pivo mu moram kupiti. Okay. Pivo mu moram kupiti. Za six-pack so šli streljati. Moram vam pa povedati, Ciril, mislim ljudje, da Ciril je kar navaren s pištolo. Jaz sem se potrudil. Sam povem, no. Ja. No, mi smo bili na strelišče, naš prijatelj James Doucet je, moram reči hvala lepa mu. On je vzel službo cel dan frej, pa on je svoje puške, pištole prinesel s sabo, jaz sem tudi par. Smo imeli good time, ne? Ja, jaz sem streljal že kdaj, ampak to je bilo tako mečken pa toliko dolg časa nazaj, tako da včeraj, da bi bilo prvič in fajn mi je bilo, da smo šli skozi vse, da vidiš, na kaj vse moraš paziti, kako deluje urejeno strelišče. Se vem, da se bodo zdaj tudi fanti ali pa punce iz Slovenije oglasile, ker smo tudi že kdaj dobili kakšno vabilo, ampak je priložnost, ko hotela, da smo to izvedli tukaj na Floridi, ampak zanimiv je doživeti vse skupaj, iti skozi proces, iti skozi kalibre in potem sam sebe zelo hitro srečaš, ker vidiš, da kako se moraš umiriti, kako je to ena čist druga stvar. Kako moraš dihati. Kako moraš dihati, pa kako se tudi puške pa pištole razlikujejo ena od druge, ne samo po kalibru, tudi po karakterju. S čim smo vse streljali, Frank? Jaz smo imeli AR-15, to je 5.56 kaliber. NATO kaliber. Mi smo imeli 30-30 lever action kukabojka, Winchesterka. On je imel 308 sniper rifle, je imel, ne vem, 1000 optika gor. Jaz sem na 100 metrov prvič sredino zadev. Stari, smo šli pogledat, pa je naredil lukenco na 100 metrov. Tako da kdo zdaj dobro strela? Sa 100 metrov je velik že. Ja, sigurno. Jaz sem prinesel s sabo, jaz imam M48, imam jugoslovansko Mauserko, sem prinesel s sabo. Kakšen kod zgodovine? To je 8mm patron. Pa sem imel Glock 23, to je 40 kaliber, za Evropejce je približno 10mm. Pa bi smo imeli mehno pištolo, 22 kaliber, to je približno 5,5. Pa smo imeli, kaj še imel James, Colt 45 je imel. Colt je bil dober. S Coltom je Ciril blestev, no pa na Glocku tudi.
Ja, So, to sem bil kar. sad smo malo poskusili. Nismo imeli časa, če bi še več prinesli s sabo. No, ampak še ena stvar je, ki hočem povedati, Ciril je že prej načel strelišče, ne? Kako je izjemno dobro urejeno to strelišče. Mi smo bili na zunanjem strelišču. Ti prideš tja, varnostna oprema, predavanje, pa tudi samo dogajanje na strelišču. Ti, ko rečejo ceasefire, moraš stopiti stran od pulta, vmes je varnostno polje, tisto črto ne smeš prestopiti. Tako da res je tako, bom rekel, tudi na varnostnem športnem vidiku je to zelo, zelo na visokem Se nivoju. tudi pištole ne smeš prestaviti iz enega pulta na drugega. Nič ne smeš delati. Jaz sem tudi rain safety officer. Ti moraš biti 100% by the book. Ker to je dober šport, ampak moraš res biti by the book. In če ti narediš vse pravilno, ne bo nikoli nesreča. Ti vidiš na televizijo, nesreča, da imajo puško čisto, je streljalo ženo. On ni naredil, kaj mora narediti. To je jasno. Nimamo časa govoriti the rules, but če ti naredi vse 1, 2, 3, bo zmeraj varno, boš dober dan v strelišče. Kako imaš pa ti doma puške spravljene? Pa pištole? Jaz imam, ne vem, ko se reče po slovensko, imam safe. Safe, ja. Jaz imam safe, sem kupil, je nek 350 kg prazna in tudi imam 4 šrafe v betonu, da ne moreš vzeti. In jaz imam starinsko številko, da meni vzame par minut, da imam še puške tam, da ne more beden. In tudi, če bi ogen, je 1000 Celzija za 1 uro dobro. Je težko prideti noter. Služba pištola imam zmeraj pri posli, zaščiteno, ampak drugo imam vse spravljeno. In je tudi zakon, mora biti. Če eden vzame puško, pa se kaj zgodi, ti si kriv. Boš imel probleme. Frank, pojmo še na eno stvar, ki je veliko bolj nevarna kot orožje. Zdaj je sicer krasno vreme na Floridi, taka pomlad, 25 stopinj, Ciril je v kratkih rokavih, glejte, kakšen sonček je. Frank, kaj pa pridejo gospodje hurikani, kako pa to izgleda? Wow, nisem že tukaj skoraj 50 let v Floridi in eni hurricane je velik dežja, eni je velik veter, eni oba dva. In eni ideja, tukaj imajo zmeraj hurricane party, to je najbolj neumnost, ker to nisi za igrati. Ker ti gledaš na televizijo, da prvi bom povedal za naš hurricane, ko jaz sem doživel. Pride hurricane v Fort Lauderdale. Ok, mi smo histo začitali, smo šibali tukaj. Okay, no problem. Hurricane prišel v Fort Lauderdale, je šel na Gulf of America. Zakaj pa ne? Je nazaj vink naredil in je prišel glih tukaj. V Haines City, zdaj stojimo. Ta drvo smo zgubili kar precej veja in naše, kako se reče, tiles. Streha. Mi smo približno 20% zgubili in smo mogli novo streho dati pokriti. Frank, ampak kako to izgleda, ko pride čez tebe, naprimer ko pride čez tebe jedro hurikana? A ti lahko vrata odpreš, ali to piha? Ko je veter, boš da ne, ker mogoče ne boš vrata zaprl. In tudi, če je glih takrat veter 150 mil na uro, ko ti pride v hišo noter, bodo se okna počele, tudi streha bo šla, ker je pritisk je razlika. 150 mil na uro lahko piha. Ko je prišel Andrew 92 leta, je bil hurricane, ko je prišel Miami 200 mil na uro skoraj. Ciril, daj pokaž še enkrat, bo Frank pokomentiral, kaj delaš. Tu imam zaproti hurricane in tudi, če hočeš hiso že čitati. Jaz sem na fabrike naročil in jaz sem dobil dovoljenje in jaz sem sam montiral. Tu se narejene iz aluminijem in ko ti samo zapreš, knov pritisneš in si zaščiten. Frank, pa kako pa naprimer takrat, kaj se naprimer v taki soseski zgodi? Se sosedi povežete, se dobite? Jaz sem bil srečen tukaj, jaz sem njemu pomagal, William on je meni pomagal, ampak najbolj nevarno za hurricane, primer, v Fort Lauderdale imaš kokos. Kokos dvigne pohoge 2-3 mile, poko ti ga kar skozi okno. Se pravi, celo drevo, cela palma. Ja. Ti časih vidiš ena štango v drevesu zapičena. V drevesu? Ja. Oh, shit. Hurricane nisi za grad. Je res serious business. Kdaj pa je največja sezona hurikanov? Sezona je junija do novembra, ampak najbolj nevarno je okoli
proti konc septembra, augusta, septembra, oktobra. Mi smo imeli hurricane takrat 18. septembra, takrat, ko je prišla. Ja. Kjer je pa bil, kaj imaš v spominu, kjer hurikan, vemo, da imajo, vsak hurikan ima svoje ime. Ko smo mladi bil Andrew, Miami je bil najbolj škoda, mi smo bili takrat skoraj 120 km na sever in tudi moj oče sem nekaj drevesa podrl takrat. In jaz sem prišel z univerze, pa sem pomagal se počistiti takrat. Kaj se pa zgodi po hurikanu? To je kakšna posebna služba, civilna zaščita? Kdo pride, naprimer? Ponovadi, mi imamo governor, oni pripravijo kamione z elektriko, mogoče 20,000 delavci, pa tudi National Guard in vojaki. In tudi nasi cariniki, jaz, ko imamo hurricane, jaz nisem doma, jaz moram biti na letališče, imamo bunker in mi imamo cariniki, policaji, gasilci, FAA, mi smo vseni v sobi, pa koordiniramo med sabo. Aha. In mi cariniki imamo 5,000 galonov, 20,000 litrov benzina imamo za naše avto. Eno leto nismo imeli, mi smo šli na črpalki, mi smo dali security, mi smo benzina dobili. Aha, da ampak je big deal. Enkrat hurricane mi smo eno leto nismo imeli 10 dni elektrika. Jaz pa Jože smo zunaj spali, šotorju komod, ženske so bile hiši, je bilo vroče. Je bilo vroče. Ker ni air conditioner. Nič, čist tema. Nikoli pozabim, je bila nič luna, je bila čist mirno, tudi eno luč ni bila za 10 dni. Se pravi, cela sosedska je bila v temi? Cela South Florida. Cela South Florida? Ja. Ko je bil hurricane tukaj, jaz sem mogel na službo, in mi smo imeli elektriko tukaj, 1 kilometer stran nič, ampak smo imeli curfew. Ko se reče curfew po slovensko? Policijska ura. Jaz sem šel na službo, sem imel 4krat stavil, jaz sem mogel na službo v Fort Lauderdale, pa sem imel šerif stavil, sem ga poslušal, pošel na radio, povej, da sem carinik, jaz sem imel uniformi, pa sem šel na službo. Ko sem prišel v Fort Lauderdale, komaj sem na šiht prišel, samo voda, drevesa, podrta, vse. A pa je nevarno to po hurikanu, ne? Naprimer tako, ko si rekel, ostaneš brez elektrike, ostaneš brez... A je nevarno, da bi se takrat, naprimer, kriminal razširil? To sem glih rekel. Tukaj ne. Tukaj vsak se poznamo, tukaj vsak je obrežen, da boš ankarak si finished. No, bom rekel, to je resnica. Ti ne veš, da ima tukaj orožje, ampak skaj vsak ima. Boš nikoli vedel. No, Miami, posebno, ki moj prijatelj živel, tam, ko je bolj slabi neighborhood, so se kradili. So mogli National Guard, so mogli vojake tam poslati takrat. Priložnost delati tu, ne? Ja. Zanimivo. Frank, kakšen pa je, ne? Naprimer, ti takrat tukaj praviš, da je hiša oborožena. Ja. Se pravi, če bi bila jaz pa Ciril neka, bom rekel, bad guy ali pa neka človeka s slabimi namenami, pa bi hotela, naprimer, v eno tako hišo vstopiti, kam ima orožje. A ti lahko orožje uporabiš? Tvoja hiša je tvoj grad. Ampak ti imaš tudi po zakonu en duty. Če ti se počutiš, da tvoje življenje ogroženo, lahko ti narediš, kaj moraš narediti, da se braniš. Če on spensira tukaj, whatever, ne moreš kar streliti. Mora v hiša priti, moraš se počutiti, da boš poškodovan. Pa huga streliš, no problem. Tu boš na sodišče, ampak zakon v Floridi je za zate. Če ti živiš, na primer, Minnesota, ima bolj komplicirano, kriminalci imajo več pravice. Vsaka država je drugače. 50 države, 50 zakone. Ampak je zdaj, mislim, te sosedske, tako ko smo se mi vozili, zgledajo zelo urejene in malo kriminala. Florida ima manj kriminala, kot je imela. Zdaj, mi smo zmeraj imeli dovoljenje, če hočeš, da ti nosiš orožje, ampak zdaj imamo, kako se reče, constitutional carry. Tu pomeni, če ti nisi kriminalc, oni imajo posebno, če nisi prekršek naredil, ti lahko imaš pištolo pri sebi, no problem. Ti ne moreš iti na banko, ne moreš iti, določene ustanove. Ampak če jaz hočem iti, na primer, tankat benzin, jaz imam pištolo pri sebi, no problem.
In kako se pa zgodi, na primer, policijska kontrola? Mi smo se včeraj pelali iz strelišča proti tvoji hiši, če bi tebe ustavil policaj, a te vpraša, če imaš orožje v... Ponovadi vprašajo, vsaka država je drugače. V Floridi ni mus, da moraš preveriti, imaš, ampak jaz zmeram. Največji problem je ljudje nečejo kooperacijo s policajem. Ja, Če me nočeš policaj stavi, jaz sem policaj. Jaz okna dol dam, jaz avto gasnem, ključe dam tukaj, roke dam tukaj. In on pride, I'm like, hello, sir. Do you have any weapons? Jaz mu zmerno rečem, sir, before we start talking, I want you to be aware, I am armed. In on ponovadi me vpraša, kje, jaz rekel, imam tukaj, or tam imam, no problem, don't touch it, no problem, sir. You know, what do you need? You know, let me have your license registration. No problem. You know, that's it. If you cooperate, the worst thing, najslabše boš dobil kakšno kazen za, you know, da preveč hitro furaš. That's it, you're finished. To ni, ko ti vidiš na TV, da bodo policaji ljudje stokali. Now, če boš ti mu rekel, fuck you, in boš začel z nam, now you got a problem. Ja. You know, pa če si spoštovan policaja, bo policaja spoštovan nazaj. You know, and vsaka organizacija ima kakšnega policaja, ko je, you know, ampak večina policaji, they're good guys, you know, so no problem. You know, you guys, you know, you don't, tukaj ne živite, ampak te stavijo, rekel, you know, license registration, rekel, excuse me, sir, you know, here's my international driver's license, and more than likely, bo rekel, oh, KC, that's cool, you know, hotel s tabo govoriti, sigurno. Mogoče boš te bil kazen, ampak he's gonna be pretty cool usually, or she. Ja, ful je bilo fajn, tudi ko smo vstopila na letališču, je bil zelo prijazen carinik. To je odvisno od človeka, se ponovadi so prijazni, samo gre za to, da sprašujejo eni bolj, eni manj, včasih večkrat enako vprašanje, pač okrog ovinka se ona več ljudje, in policaji, in mizarji, in vsi drugi poklici imaš ljudi, ki so boljši, ki so slabši, ki stvari delajo malo bolj zagnano ali pa manj zagnano in pač tudi take razlike so vedno in povsod. Vse pri nas je isto, v vsaki službi isto. Greš na občino, na upravno enoto, ki moraš zrihtati papirje, pa včasih naletiš na angela za računalnikom, včasih pa naletiš na osebo, ki se misliš pa dobro, no, stari. Kva se gleda? Ja, še celo Ciril je včasih dobre volje, včasih je pa sitel, me napizdi po telefonu. So, you know, mi smo vsi enaki, mi imamo sinove, čerke, žene, mame, mi smo vsi enaki. Edino, ko sem uniform, imam uniformo. Doma sem Frank, jaz nisem policaj. Jo, Frank, sem bil pa vesel v večer, ko sem te zagledal. Predolgo si čakal, da si prišel. Ja, še nazadnje sem bil pri Franku leta 2019, pred korono. Kako se hitro gre čas, ne? Yeah. Frank, kako si zadovoljen z življenjem s tem, kako je država urejena, kako življenje teče, končev s tem, kakšno kakovost življenja imaš, kaj misliš, kaj te moti, kaj pa se ti zdi, da je dobro? Jaz se moram se pritožiti. Jaz rečem, tu je moj položaj, kaj bom naredil, da zboljšam. Nekaj moram sprejeti življenje, ne moram sprejeti. Ko mi učimo nove supervizije, kako ti spremeniš, what you can influence, in kaj ne moraš spremeniti. That's the way I look at life. Jaz sem zelo vesel v Floridi, naša država je zelo urejena, jaz sem nikoli živel v Kaliforniji ali New York ali Illinois, ampak ne moram se pritožiti. Največja pritožba v Boca Raton je zdaj, ko sem jaz tam prišel 30 let nazaj, ni bilo toliko ljudi, zdaj je veliko gužve. Eni ljudje uživajo gužve, jaz ne, jaz imam rad mir. Jaz se ne bom pritožiti. Jaz sem težko delal, ni bilo lahko 4 roke, žena ni delala 14 let, ampak ne bom se pritožiti. Jaz se počutim srečen, kaj imam. Jaz sem tu delal, ampak sem srečen, imam dobro familijo, prijatelje, ne bom se pritožiti. Ej, kaj pa naraj slovenskega skuhaš takole v... Julie ima rada joto naredim. Jutro bomo naredili prečinke, ker doma naredim joto, naredim kaj še. Jaz naredim lončnice, ker jaz ne bom plačal airport prices, jaz zdaj jedačo na službo. Jaz naredim chili, časih naredim... Chili con carne. Ja, or Julie ima rada, ko se reče, chicken noodle soup.
Piščančje župa? Ja, naredim cel lonc naredim. Pa jaz ne naredim kot Slovenci, jaz naredim, da skoraj daš vilce noter. Ja, ti gosto narediš. Gosto naredim, karijen dam, zelenino dam, da je ena južna, ena škledi. Jaz nečem, da imam... Razmetano. Jaz največ kuham. Julie zdaj dala Julie dala 2 popoldne do 6 s trokom v šoli in jaz pa navad kuham po noč, zvečer, da imamo. So. Kaj imaš pa od South, Deep South ameriške hrane najrej? Kaj bi rekel, da je floridska večerja tipična? Well, to je težko reči, ker južna Florida je severna Florida je južna. Če ti hočeš ta pravo floridsko jedača, moraš iti na severno Florida. Imajo black eyed peas, collard greens, pork, chicken, steak, tako. Barbecue. Barbecue je dobro. Barbecue je dobro. Pa, kar zanimivo je, pa včeraj smo se naprimer tudi dosti vozili po Floridi, taki, ko jaz ne poznam. Ne? Ja. Nisem vedel, da je tukaj kmetij tukaj. Ja, Florida, jaz ne vem sigurno, ampak mi smo mi smo med največ krave imamo v Ameriki, skoraj več kot Kalifornija. Več kot Texas? Tu pa ne vem, mi smo top 5, tu bomo rekel. Jaz ne vem sigurno, kje smo, ampak mi imamo kar precej krave. Pa imate tudi dobre avtomobile. Pa ta del Florida, ko mi smo šli včeraj, Florida je ravna, ampak ko je bila Florida pod voda, ta del, mi smo 30-35 metrov nad morje in tukaj rasijo rože, pa taka žival najdeš nekjer drugje. You know, they call it the ridge. Yeah, like 150 km dolgo in mogoče 10 km široko, ima bolj sokol. Jaz rečem hribovato, ampak za vaše razmerje to ni nič. Ne, za naše razmere je ravno. To ni nič. Je pa zelo fajn, ker so lepe, široke ceste. Ne? Ja, drugo najsočji hrib v Floridi je tukaj Lake Wales, je 90 metrov vsak, mamen. Kaj je pa prvi? Blizu Tallahassee je 365 feet, ko 100 metrov. 100 metrov. I know, tako je tukaj. V glavnem smučate, ne? No. No. Water ski. Sorry. Frank, kaj pa počneš v prostem času, če ga imaš? Mislim, kaj zbiraš, kaj... Ja, zdaj, ko še delam, jaz veliko časa prostovoljno delam v skaute, pa tako, ampak zbiram... Jaz imam veliko kolekcijo policijske značke, našitke od cele Amerike in sveta. Jaz kovance rad zbiram od sveta in tudi iz tiste kovance jaz delam prstene. Je težko, jaz naredim zgledal, ko navaden prsten, jaz luknjo naredim, pa... Anyway, to je hobby. Kaj še? Jaz komaj čakam, da grem pokoj, da bom še kaj drugo delal. Pa boš imel manj časa, ko boš v pokoju. Moji prijatelji so zaposleni, zdaj bolj, ko so bili v službi. Frank, kako se pa nazadnje si bil v Sloveniji, glih takrat, ko smo se osamosvojili? Doživel si celo 10-dnevno vojno. Kako se pa Slovenije spomniš? Ko bi rekel, je bil to stari sistem, ne? Jaz sem prišel takrat en dan pri osvoboditve, drug dan sem bil tam pred Cankarjevem domu, pa sem 10 dni sem pa tja, jaz sem bil kakšen begunc, nekaj časa Novo mesto, nekaj časa Maribor, nekaj časa Cankarjevem domu. V zaklonišču? Ja, ampak začer smo mogli vanjeti. Ja, Slovenija ni bila tako razvita, kot zdaj je meni Jože in Tomaž povedal. So, jaz komaj čakam ta julija, ko grem, da bom videl spremembe. Ker Slovenija ni bila, ko bi rekel, tretji svet, ampak je bila pod komunizem, je bila, če ne primerjaš, da Nemčija ni bila primerjava, ne? Ampak jaz imam dobre spominje v Sloveniji, ko sem tam 2 meseca bil po letni šoli, pa jaz sem 4-krat tam bil. Pa jaz se spomnim, da si ful knjig kupil. Mi smo prišli takrat v Jugoslavijo in ne vem, koliko je bilo dinarji za dolar. Čez par tednov se spominjam, je bilo 16,000 dinarji na dolar. Jaz sem šel nazaj na knjigarno in niso ceno spremenili. Tisto, kaj je prej koštalo $25, je bilo mogoče $4. Sem cel kufr knjiga kupil. Jaz tega čitam, pa jaz tega zgodovino pa tako.
In imam kar precej knjiga na Jugoslavije, pa tako. Frank, kdaj si pa nazadnje kle na Floridi vozil avto z 8-cilindrskim motorjem? Par let nazaj je bil pogreb. Kva si imel? Dodge Charger. Mi smo imeli dva policista, so bila bita, smo imeli pogreb v Miami. In moj šef je rekel, pojmo na pogreb. Smo šli, ampak je bil 95, kaj je bil zaparkta. Avtocesta. In je rekel, ključ je ti šofer. In jaz sem šel, jaz nisem kot ti, ampak jaz sem potegnil 120 mil na uro, pa smo prišli v Miami na 13 minut. Opa. Ja. Ampak to je enkrat v življenju, da bo 95 čisto odpakta, se pa sovi. Jaz se pa tukaj ne smem 120 mil na uro pelati. Ne, zdaj za vse Slovence, ko radi furate hiter, mi imamo zdaj zakon v Floridi, če ti greš 100 mil na uro ali več, brez vprašanja zapor. Don't do it. Posebno tukaj Polk County. Don't do it. In če je dovoljenje, je 30 mil na uro, če greš 50 mil več, automatic jail. No questions asked. Ja. Kaj, sej po pravilih moraš vazati, ne? Kaj? Po pravilih. Če hočeš te hiter furat, pejte v Texas ali pejte v Montana. A tam je boljš? Tam je, ko se reče, speed limit, dovoljenje, geschwindigheitsbegrenzung. Ja, speed limit je omejitev. Motel ti je nemščina v vodu. 80 mil na uro, ja. In mi gremo 100, no problem. Tam ne bo benega, ko če gre 100 v Montana. Pa je kakšna zvezna država, ki bi tudi živel še v njej? A Montana je taka lepa, ali pa Utah? Ja, pa Montana problem je čudovita, ampak ko si starejši, rabiš doktorje, pa tu, pa tratu. Je bi šel v Tennessee živeti, tam, ko Katjana se poselila blizu Knoxville. Čudovito, imajo gozda, imajo hribe, imajo... Ti počutiš, da živiš na naravi, ampak 4-5 mil pa si imaš vse, kaj hočeš. Ballet, muzika, trgovine, Aldi, vse, kaj hočeš. Je čudoviti mesto živi. In je tudi blizu. Je Atlanta 3 ure, Nashville 3 ure, oni so šli v Kentucky na koncert 4 ure. Je res dobra lokacija za živeti. In ni tako drago in ljudje so zelo prijazni. In tukaj, naprimer, na južni, ti me vprašaš za jedačo. V South Florida, mi smo šli v brazilske restauracije, ne? Mi imamo iz Haiti, mi imamo iz vse države Južne Amerike. Jaz po letališču hodim na uniformi, ljudje pridejo tebi, senor, por favor. Oni kar imajo glavo, da boš ti špansko govoril. To ni, ko naši prijatelji Slovenije pridejo, reče, wow, this is multicultural, niso navani, ker, v stari Jugoslaviji, mi smo Slovenci, mi smo Srbi, mi smo Hrvati, dobro, a pa če ti pogledaš, mi smo vse beli. Mogoče imajo kvadratno glavo, Hrvati, pa razumeš, kaj mislim. Tukaj imamo, v naši šoli mi imamo zdaj učiteljko, imamo iz Rusije, Ukrajince imamo, mi imamo cel svet v Južni Floridi. Ruska mafija imamo, venezuelska mafija imamo, italijanska mafija imamo. Vse imamo, kaj hočeš. Vse mafije imate. Jaz rečem mafija, ampak mi nekoli vidimo. Oni imajo njihovo grišče, oni svoje delajo, je vagno. Ampak mi imamo, mi vse, kaj hočeš, imaš v South Florida. Vse lepo in vse slabo tudi. Ja. In jaz te bom rekel, ljudje reče, Amerika je tu potratu. Poslušaj, mi imamo odlične kraje, imamo, ko bi rekel, nebesa, imamo kupeku. Vsaka država ima svoje bakri na rokah. Slovenija, vse. Amerika je dobra država, ampak imamo svoje probleme. Jaz te bom rekel, jaz nisem zagrizen Amerikanc, da bom rekel, mi smo najboljši. Mi smo dobra država, mi smo veliko dobro na svet naredili, ampak tudi imamo našo zgodovino, ko smo kaj, vsak ima. Ampak če moram določiti, kje bi živel, jaz ne bom živel v Kitajsku, Evropi, maybe, ampak jaz sem vesel tukaj. Ampak tudi moraš imeti previden, kje živiš, pa tudi, go with the flow. No, pa vse to je važno. Važno je, da si ti zadovoljen in
da je te lepo, pa da se počutiš pač doma. Ampak tudi se doma počutim v Sloveniji. Jasno, to pa je ne moreš. Veš, jaz vedno pravim, Slovenc gre lahko kamorkoli, ampak Slovenija ne more nikoli Slovenca in tudi prav je tako. Ne? In zato sem jaz tudi vesel in tudi meni osebno lahko rečem, da res veliko pomeni, da imam družino tudi na tej strani oceana. Jaz sem ponosen, ker Jože je precej dobro slovensko se naučil. Ja, res je dobro naučil. In jaz sem zelo ponosen na Štefana, ker on je zelo ima težave jezike se učiti. On je vzel špansko na šoli in ni mogel nič naučiti. Zdaj je v Sloveniji že eno leto plus in kar dobro že ne priča, govori slovensko. Ja. Plus, da jaz sem ga naučil z Husqvarno žagati. Z motorko. Zdaj drugače ljudje, če ne veste, na Južni Floridi ne rabijo drv pripravljati, razen za barbecue, ampak to lahko si kerco narediš. Ne rabiš mi 10 metrov drv pred hišo zloženo. Edin Tomaš še ni bil v Sloveniji, ne? Je bil, on je prišel lansko, maja meseca, za 3 mesece. Okay. In ona dva so se potepala v Bosni, od celo Balkansko se naredili, Runreiser, Autostopom. Ona dva sta šla, Jaz sem se začel. Začela sta s kolesom proti Hrvaški, jaz sem dobival na Messenger slike. Pa še to opazi, meni jih je Frank iz Amerike pošiljal, ona dva direkt, ker nista imela časa, starše sta se mogla oglasiti, ona dva sta šla. Hrvaška, Bosna, Srbija. Otoke so šli tvaro. Otoke, Kosovo, Makedonija, Grčija, Bolgarija, Romunija. Albanija, Črna Gora, Slovaška, pa čez Madžarsko nazaj v Slovenijo. A veš, klej moram pa tudi še zgodbo nadaljevati. So malo crazy, moj dva pa. Prideta nazaj v Ljubljano in pravta sta lačna. Sem rekel, dej skočimo v našo atmosfersko krčmo, na lunch and ranch. Ja. In Rok postreže čevape in pravim jaz Tomažu, sem rekel, no Tomaž, cel Balkan si videl, kje so najboljši čevapi. Je rekel, pa Roku, klej v Ljubljani. Ja, svaštaj. Sosed pa malo Hendriksa zdaj ležgal. Ja, garaže odprl, pa je lepo ven spustil. Meni so, ne povej Julia, ampak oni so večkrat mene dali tekst, ker oni nečejo, da bo mama malo. Se veš, kako so že. Ja, mama skrbi, ne? And I'm like, you're what? Oh ja, v Bosni so šli na en hotel, ko je bil bombardiran, so šli spat. Pa še mi smo danes eni pravi slavi crkvi na Kosovo, je prazna crkva, so šli, okay. You know. Ta prava Indiana Jonesa sta. To imamo mi v krvi. To ima naša familija v krvi. To sem hotel reči. Kaj bom jaz rekel? On je rekel, ti si bil v Sloveniji, ko je bila vojska. Kaj bom rekel? Jaz sem doživel, ko sem malo bolj mlad, oni se nazaj prišla, no problem. Se palce imajo, no problem. You know? Imate vse prste, imamo. Vse je v redu. Ciril, kako nam gre? Ja, v redu, 1 urco pa pol skor, no? Že? Ja. Hitro gre čas. Mislim, da te glavne stvari smo pokrili, bomo še kaj rekli. Ja, moramo še klasično atmosfersko vprašanje za Franka. Ja, dej, pa ga kar ti postavil. Frank, kaj je bil tvoj prvi avto? Moj starši sem imel še enkrat, a 1974 Plymouth Scamp. And it looked like it was like a baby shit color yellow. It was an ugly car, 8-cylinder. Baby shit color yellow. Excuse me. No, it's good. Anyway, whatever. I have no other way of describing it. Stracha bila faux leather. It was all coming off. I mean, the thing looked like hell. But man, you press that gas, that thing moved. It was big block. Steel big block. And it was a moneymaker for me. I got 8 accidents. One was my fault. I destroyed the guy's car. My car, nothing. The other 7 ones, I got hit. I'm like, a little scratch. And guys like, here. And I'm like, yeah, just give me a couple $100 and that we call it a day. I made money on that car. But I had that car till, oh my God, I don't know. We had like 200,000 miles on it. I had it until probably right before I got married. It was like 1993 I had that car. Where did you meet Julie for the first time?
Jaz sem bil v Ohio State študent in mi smo imeli študentski dom za starejše študente, ko rečem starejše, za magister pa doktorja študirajo. In jaz sem mu stojen stanovanje in plačal sem bil administrator tam. In jaz sem jo spoznal, jaz sem vse punce poznal, well, that sounds bad. Well, Julie says that. No. Jaz sem se ljudje spoznal and I hung out with her. She did not, ona ni imela rada, ni mogla mene videti. A je tako? Aha, nasprotja se privlača. And I probably should admit this, but takrat smo imeli vse papirje, ne? And I would go in, jaz sem šel noter, sem vse podatke, kdo je kje. So, če sem punco srečal, ti si iz Clevelanda, jaz sem tu, nekaj si mu zagovoriti. So, eno noč smo govorili, a je bila tam, ampak ni malo govorila. In Julie je zelo verna, razverna. In mi smo imeli cerkev na eno stran campus in smo imeli nedeljo zvečer maša ob 10. In tu bi se mislil, vsako nedeljo bila polna maša. Ne vem zakaj, mogoče se Grehe so prišli. Anyway, je nikoli pozabil, tisti dan smo imeli blizzard. Snack. And Julie rekla, I want to go to church, but I don't want, nećem sama jet. Ena mlada, no mu rekel, nevarno je, ampak ni varno, ne? Je boljši, da so dva. In so go, okay, I'll go. In jaz sem šel z njo, pa smo počasi spoznala. In ona je, ni mogla diplomirati. En profesor je sekiral, ko ti ne govoriš japonsko dost. Ne bom dovolil diploma. Jaz sem najdel eno reklamo na časopisu za učitelja v japonski in sem rekel, hej, poskusi. In jaz takrat sem imel denarja, jaz sem plačal vizijsko karto, je šla v Washington intervju, pa je dobila službo. In je ona šla eno leto na Tokio živeti. In ona je učila angliško, ampak ni bila osnovna šola. Ona je bila with the president of Honda. On je rekel, drug mesec gramo American negotiations. On je rekel, to je tvoj skript. In on je odlično angliško govoril, ti dobro govoriš, on je še boljše govoril. Pa on je hotel biti... Čak je predsednik Honda. Yeah, or Toyota, ne vem, eden, big guy. Okay. In ona je poslušala in je popravila mehne napake, ko jaz sigurno jih dalam sam. And that's what she did, and she made very good money. In je se japonsko naučila in tudi šla katoliška cerkev tam. In ona je tudi na japonsko se naučila. Ona je čitala ne kanji pa Latin alfabet. In ona je šla sveto pismo v pričo cerkvi čitati v japonščini. Kaj dobro se naučila japonsko. Zdaj govori kar okej. Ja, med nami, ko večinoma svet potujemo z našim jezikom, so... Ena zgodba. Jure, imaš še kaj zaprašati? Ne, Franka bom vprašal, Frank, kam najdva s Cirilom zdaj peleš, to povej. All right. Mi imamo Daytona 500 nedeljo, ampak danes bomo šli počasno, mi imamo Airbnb v Palm Coast, ampak mimogrede se stavimo Orlando z Bass Pro Shops bomo šli. In če bo časa, bomo se stavili na flea market. Na flea market, če ne veste, je ko... Bolši trg. Ja, exactly. Novo stavu se prodaje. Kaj hočeš na svetu, ko najdeš tam? Pa na uni pumpi se bomo ustavili, bencinski črpalki. Mi bomo se stavili, blizu Daytona se imenuje Buc-ee's, je benzinska črpalka, ima približno 100 placu za tankat in trgovina je večji kot Walmart. Ima vse kako da misliš. Največja pumpa na Floridi. Stay tuned. Oni bodo naredili video. You'll blow your mind. It's crazy big. That's all I can say. All right, a little ad for you there. But Ciril, kako že rečejo? Mic drop. Mic drop, ja. In soboto bomo šli v St. Augustine, bomo kulce sprehod. V St. Augustine je najstarejše mesto v Floridi, 1565, od Španskega ostavili. In imajo tam en stari grad. But again, pictures to come. Okay.
A pa mogoče ne, lej. Alright, Frank, ne rabiš menati, Maša, bomo zdaj zaključili, okay, ker ste začeli obe utripati. Frank, hvala še enkrat tebi in celi tvoji družini, da ste nas tako lepo sprejeli. Hvala, da si sprejel povabilo za podcast. Zdaj pa pojmo se imeti fajn. Jaz sem vesel, da ste vidva prišla. It's been a great time. You guys are great. Thank you Good so much. Excellent Hvala, time. Frank. Ja, prosim. Evo, pa smo ga zakucali. Right. Okay, guys, wait I a probably look second. weird, but okay. Ej, Maša, del stav snemanje, prosim, na obeh. Zdaj le takoj. Rdečo tipko, pa še na uni. Prosim. Evo. He likes these guitars.